hvala za obisk in da ste prišli na tretje predavanje znova, za tako lep obisk sem zelo počaščen. Danes imam tretje predavanje na temo o sencah, kot vidite iz programa. Naslov današnjega predavanja je o sencah svetov. Najprej kratko kazalo, o čem bi rad danes govoril, kaj bi vam rad povedal. V tem predavanju nekako razdelil sem ga na 6 tematskih sklopov. Začel bom z Galilejem, sencami gora na Luni, potem kratko kot nek intermezzo o odpravi Apolo in o tako imenovanem Zemljinem vzhodu. Potem se bomo nekaj časa ne predolgo zadržali pri kvantnih sencah drugih vesolij v interpretaciji kvantnega fizika Davida Deutscha. Časovno osrednja tema, osrednje poglavje tega današnjega predavanja je posvečeno senčnim svetovom moderne umetnosti, predvsem na 3 primerih 3 velikih ustvarjalcev iz 20. stoletja, Marcela Duchampa, Georgea de Chirica in Andyja Warhola, ki so se eksplicitno ukvarjali ravno tudi s sencami v svojem delu. Peto bo posvečeno peta tema virtualnemu svetu. Tukaj se bom predvsem navezal na filozofijo in sociologijo Jeana Baudrillarda in sklepna tema, krajša, da nekako optimistično zaključimo in predvsem z neko lepo mislijo, nekaj misli iz znamenite knjige Hvalnica senci japonskega pisatelja Junichira Tanizakija. Predavanje bo danes 10 minut daljše, kot sta bili prve 2, se pravi, bo trajalo neto recimo 90 minut oziroma 2 šolski uri, tako kot je to običajno tudi na naših univerzitetnih predavanjih. Začenjam z Galilejem. Galileo Galilei sam sicer ni odkril izumov teleskopa, ga je pa prvi uporabljal za opazovanje nebesnih pojavov. Se pravi, kot astronom je prvi uporabljal teleskop in svoje odkritja je potem objavil leta 1610 v znani knjigi Zvezdni glasnik oziroma Sidereus Nuncius. Alexander Poirot, zgodovinar filozofije, predvsem filozofije znanosti, je v svoji znani knjigi Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma, ki je šla v Studia Humanitatis že pred leti, napisal o Galileju, da je Galileo odkril reči, ki jih nikoli prej niso videli in misli, ki jih nikoli prej niso mislili. Zdaj med temi rečmi, ki jih je odkril, je težko reči, katero od teh odkritij je bilo najpomembnejše. Galilej sam je največ poudarka dal na odkritje Jupitrovih lun. Na tej sliki, ki jo vidimo, seveda to je slika iz našega časa, torej vesoljska sonda, imenovana po Galileju, je posnela Jupitrovo luno Io v senci samega Jupitra. Taka lepa slika, dosti teh krasnih slik, seveda, ki jih je Galilej, sodobni Galileo, posnel v Jupitrovi orbiti. Sam Galilej je pač največ teže, največ pomena dal ravno odkritju teh 4 največjih Jupitrovih lun, ki jih je imenoval v čas svojim mecenom in vladarjem Medičejske zvezde. To je bil namreč prvi dokaz, prvi izkustveni dokaz, da se ne vrtijo vsa nebesna telesa okrog Zemlje, saj te 4 zvezdice povsem očitno krožijo okrog svojega planeta Jupitra in to je bil hkrati tudi pomemben, čeprav zgolj posreden argument za resničnost Kopernikovega heliocentričnega sistema nasproti staremu geocentričnemu. Bi lahko mogoče to glasnost malo manj dal, kolega. Se mi zdi, da je malo preveč. Med drugimi temi velikimi odkritji Galilejevimi, ki jih v Zvezdnem glasniku, ki jih je objavil, pa je pomembno odkritje recimo tudi narava galaksije, galaksija, naša Mlečna ali Rimska cesta, da je sestavljena iz zvezd, prej tega niso vedeli. Potem je našel mnoge nove zvezde v ozvezdjih Orion in Gostosevci. Predvsem pa za naš kontekst je posebnega pomena njegovo odkritje gora in dolin na Luni.
Namreč s tem odkritjem gora in dolin na Luni se je njena podoba Lune v človeškem pogledu in predstavi bistveno spremenila. Luna je postala podobna Zemlji, postala je najbližji drugi svet, podoben našemu svetu. In temu spoznanju so botrovale prav sence. Galilejev daljnogled je omogočal 30-kratno povečavo, z njim je opazil poleg velikih starih madežev na Luni, ki so znani od vekomaj, so se dobro vidni s prostimi očmi, tako imenovana lunina morja, je opazil še druge, manjše temne madeže ali lise, ki se vidijo zlasti ob notranjem robu luninega krajca in v katerih je Galilej prepoznal sence visokih gora in globokih dolin. To je pač risba njegova iz te knjige Sidereus Nuncius. No, takole je rekel. Večkratno opazovanje teh madežev me je pripeljalo do sklepa, da zagotovo vemo, da površina Lune ni gladka, enakomerna in popolnoma okrogla, kot je v njej in drugih nebesnih telesih menila velika množica filozofov, ampak da je nasprotno, neenakomerna, neravna in polna vdolbin in izboklin, enako kot površina same Zemlje, ki jo tu in tam ločujejo gorske verige in globoke doline. Najpomembnejši argument za takšno sklepanje je opažanje ob prvem in zadnjem krajcu, zlasti takrat, ko vidimo polovico Lune, tako kot na teh risbah, da, citiram Galileja, se meja, ki deli temni del od svetlega, ne razteza enakomerno v ovalni črti, kot bi se zgodilo pri popolno okroglem trdnem telesu, ampak jo zaznamuje neenaka, neravna in zelo vjugasta črta, konec citata. To nazobčano črto, mejo med osvetljenim in neosvetljenim delom Lune, tradicionalno imenovano terminator, je Galilej v zvezdnem glasniku tudi večkrat narisal, kot vidimo na teh dveh risbah, na lunini okrogli ploskvi, da bi si bralec lahko sam čim bolj nazorno predstavljal pogled, ki ga je on sam videl skozi daljnogled. No, tukaj imamo seveda spet eno sodobno sliko Lune, ne iz njegovega časa, skozi tist prvotni preprost daljnogled ni mogel videti tako jasno, gotovo da ne. Nove temne lise, o katerih je govoril Galilej, pa niso vidne samo ob terminatorju. Temveč je, če se enkrat citiram, Galileja veliko število majhnih črnkastih od temnega dela popolnoma ločenih madežev, razpršenih po skoraj celotnem delu, ki ga preplavlja svetloba sonca, z izjemo vsaj tistega dela, ki je posejan z velikimi starodavnimi madeži, konec citata. Galilej je bil res izvrsten opazovalec. In tukaj potem ta povezava z Zemljo, ki je poudarja in ki je za nas posebej zanimiva. Pravi takole Galilej, podoben pogled se nam ponuja na Zemlji, okoli sončnega vzhoda. Pogledamo, kako se doline še ne kopljejo v soncu. Gore, ki jih obdajajo na soncu na sprotni strani, pa že žarijo v bleščavi. In kako se sence zemeljskih globeli zmanjšujejo, ko se sonce dviga, tako tudi ti lunarni madeži izgubljajo svojo temnost, ko se osvetljena stran veča. Galilej ve, da je lunina površina podobna Zemljini, saj vendar to vidi. Sicer je že pred njim Giordano Bruno svojo genialno intuicijo umsko uvidel, da je v neskončnem vesolju, da so preštevilna sonca, neštete Zemlje in tako naprej, kot je rekel Bruno, vendar Bruno ni bil astronom, ni bil znanstvenik, ki bi se skliceval na izkustvo, na čutno videnje drugih svetov, tako kot je Galilej videl nam najbližjo drugo Zemljo, namreč Luno. Pa čeprav so bile gore in doline na Luni za Galileja tako čutno kot razumsko razvidne, v mnogi njegovi sodobniki, predvsem učeni kleriki, niso verjeli. Pravzaprav mu niso hoteli verjeti. Malce se pomudimo pri vprašanju, zakaj so teologi tako nasprotovali zemeljskosti Lune. Zakaj niso hoteli, da bi stara nebesna Luna postala nova, zgolj recimo temu astronomska Luna. Vztrajali so namreč pri tako imenovani kristalinični Luni, kot simbolu Marije Device. No, v tej učenjaški debati, kakšna je Lunina prava narava in substanca, ki je sledila izidu Galilejeva zvezdnega glasnika, obširno piše ta avtorica te knjige Ellen Reeves v zanimivi knjigi z naslovom Slikanje nebes pod naslovom Umetnost in znanost v Galilejevi dobi.
Avtorica uvodoma ugotavlja, citiram, s kančkom začudenja ugotavljam, da so se najbolj zagreti argumenti za brezmadežno, gladko in transparentno lunino oblo pojavili šele po odkritju teleskopa. Tako da je neki astronom leta 1614 opisal vzhajajočo luno kot v celoti luminozno, kot vidite spodaj na tej sliki, pod Marijinimi nogami, kakor oblak ali kristal in jo proglasil za povsem prosojno kot kristal ali kako drugo steklo v času mrka, konec citata iz te knjige od Rivsove. Tisti veliki starodavni madeži, temnejši od luminozne oble, to je tako imenovana lunina morja, v katerih ljudska domišljija vidi tudi obraz moža, luninga moža, teh seveda ni bilo mogoče zanikati, pa so bili v teorijah o kristalinični luni pojmovani kot neke zgostitve snovi v njeni notranjosti, ki jih sončni žarki projicirajo skozi prosojno oblo na njeno površje, kakor nekakšne sence. Ta lepa, vendar neresnična teorija je imela svoj motiv v tradicionalni krščanski povezavi med kristalinično luno in ikonografijo Device Marije. Izvor te povezave je skrivnostno odlomek o ženi in zmaju iz 12. poglavja svetopisemskega razodetja, kjer piše, na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. In citat gre dalje, bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje, glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel 7 glav in 10 rogov, na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Tradicionalno krščansko razumevanje tega odlomka prepoznava v ženi ogrnjeni soncem Marijo, v njenem otroku Mesijo Kristusa, v zmaju pa Satana. Na začetku 17. stoletja, v Galilejevem času, pa tudi že prej, so nastala slikarska dela, na katerih je upodobljena kristalinična in polprosojna luna pod Marijinimi nogami, naprimer ta slika, ki jo vidite, z naslovom Immaculada, brezmadežna, španskega slikarja Francisca Pacheca, ki jo lahko vidimo v Sevilski katedrali in je nastala leta 1619. Tukaj je lunin srp, na katerem stoji Marija, ki simbolizira, ta srp, ta kristalinična luna, simbolizira Marijino brezmadežnost, v tem smislu, da je devica premagala, si podvrgla stare lunine madeže, premagala lunino nestanovitnost, njeno grešno ženskost, pri čemer pa je tudi sam ta odlomek iz razodetja nekoliko dvoumen, saj se Marijina podoba tu najbolj približa liku padle ženske, ki je skušal Satan, vendar se reši z rojstvom Božjega sina. No, vsekakor Galilejevo odkritje gora in dolin na luni, ki je pričevalo o njeni zemeljskosti, pa gotovo ni ustrezalo krščanski simbolno-moralni preobrazbi nestanovitne lune v brezmadežno kristalinično oblo. Zato je kardinal Bellarmine, nekaj let pozneje Galilejev inkvizitor, že prej pa tudi sodnik Giordana Bruna, naročil 4 jezuitom v rimskem kolegiju, ki so bili podkovani v matematičnih znanostih, naj proučijo ter potrdijo ali zanikajo nekatere navedbe v zvezdnem glasniku. In oče Clavius, Christopher Clavius, ki je sicer bil še kar naklonjen sicer Galileju, ki je bil najstarejši član te komisije, je izrazil prepričanje, da lunina površina ni hrapava in ni prekrita z dolinami, ampak je okrogla in popolnoma gladka, madeži na njej pa so povzročeni z neenakomerno razporeditvijo ene same substance v luninem telesu. No, malo ironija je v tem, da eden od največjih kraterjev je dobil potem patru ime, ki je sicer zaslužen kot astronom za mnoge druge stvari, krater Clavius, vidite ga na tej sliki. No, po drugi strani pa je imel Galilej tudi precej privržencev. Ne samo med znanstveniki, recimo Johannes Kepler ga je podprl, vsaj v tem pogledu, ampak tudi med filozofi in umetniki. Med umetniki, likovnimi umetniki je najbolj znan Ludovico Cigoli z oltarno sliko z istim naslovom, kot je tale od Pacheca, brezmadežna, Immaculata, v cerkvi Santa Maria Maggiore v Rimu, na kateri ta žena ogrnjena soncem iz 12. poglavja razodetja stoji na luninem srpu, vidite, ki je očitno hrapal, razbrazdan z globelmi in vrhovi, tako kot je luno videl Galilej skozi daljnogled.
No, Ellen Reeves, avtorica te knjige, meni, da je Cigoli s tem hotel pokazati, da je krščanska vera uskladljiva z novo znanostjo, še več. Da, citiram, tisti, ki vztrajajo pri brezmadežni kristalinski luni, niso samo nevedni v astronomiji, ampak da jim manjka tudi pobožnosti. Kakorkoli že, v tej stavi je šlo nedvomno za velike zastavke, kot tudi lucidno ugotavlja Roberto Casati. Roberto Casati je napisal knjigo Sence, ki sem jo večkrat citiral v prvem in drugem, predvsem v drugem predavanju. Če citiram Casatija, v tem kontekstu pravi naslednje. Prisotnost gora in kraterjev je pričala o tem, da Luna kot nebesno telo nima nobene posebne pravice do popolnosti, saj ni substancialno drugačna od Zemlje, v smislu stare aristotelske kozmologije drugačna. Nepopolnost Lune je kazala, da ne obstajata dva svetova, zemeljski in nebesni, takšna, da bi imela popolnoma različne zakone, torej imata iste zakone, zgornji in zemeljski svet. In dalje pravi Casati, če je lahko Luna taka kot Zemlja, je tudi Zemlja lahko taka kot Luna, torej se tudi ona lahko vrti okrog nekega drugega nebesnega telesa. Še zmeraj šlo za vprašanje heliocentrizma. In posledično je tudi Zemlja podvržena zakonom, fizikalnim zakonom neba. No, poleg luninih senc senc gora in dolin je v tem času bilo pomembno še nekaj drugega. Medsebojno odsevanje Lune in Zemlje. Gre za neke vrste nebesno simetrijo, bi lahko rekli, med Luno in Zemljo. Gre za fenomen lunine drugotne ali sekundarne svetlobe, tiste blede, komaj vidne pepelnate svetlobe njenega neosvetljenega dela v fazah krajcev, vidite na tej fotografiji. No, že Leonardo da Vinci je pravilno odgovoril na to vprašanje, odkot prihaja ta svetloba, ker ne prihaja od Sonca, očitno je odbita od Zemlje. Galilej pa je znova in bolj znanstveno natančno, že v zvezdnem glasniku, prepoznal drugotni lunin sij kot odsev Zemlje na temnem luninem krajcu in se je spraševal, kaj je pri tem tako zelo nenavadno? Z enako hvaležno vzajemno izmenjavo Zemlja Luni vrača enako osvetljavo, kakršno v najbolj trdi nočni temini skoraj ves čas tudi sama prijema od Lune. In dalje v svojem slavnem dialogu o dveh sistemih sveta leta 1632 pa Galilej temu soju posveča še več pozornosti in ga prišteva med korespondence ali ujemanja med Luno in Zemljo in pravi, kajti tako kot Luna veliko časa nam nadomešča pomanjkanje sončne luči in nam razsvetljuje noči, to še ni ta, se upravičujem, to je naslednji potem citat, v zahvalo je tudi Zemlja z odbijanjem sončnih žarkov vrača predvsem močno svetlobo, kadar jo najbolj potrebuje in po mojem toliko večje od tiste, ki prihaja od nje, kolikor je zemeljska površina večja od Lunine. No, Zemlja in Luna pa nimata skupno le medsebojno razsvetljevanje, to odsevanje te sekundarne svetlobe, ampak tudi mene. Tudi Zemlja ima mene. In Galilej, to pa je zdaj ta citat, ki je zgoraj v okvirju, v spodnem delu okvirja, pravi Galilej, da bi to, kar pri opazovanju luninih men vidijo prebivalci Zemlje, bi videli tudi tisti, ki bi na Luni opazovali Zemljo, le da v obratnem zaporedju. Pa s tem, da je Zemlja z Lune dejansko videti 4-krat večja. No in zdaj, druga tema oziroma kratek intermezzo, Zemljin vzhod ali Earthrise, ta znamenita fotografija, ki jo gotovo poznate. No, astronauti 6 misij Apollo, ki so v letih 69 do 72 uspešno pristali na Luni, torej ne prav vsi, nekateri so krožili v lunini orbiti, če so se ozrli nazaj, pravzaprav navzgor, k naši materi Zemlji, je bil zanje, kot je predvidel že Galilej, osvetljeni del Zemlje na Luni viden v obliki polkroga. Ta znameniti in fascinantni prizor, ki je bil ob lunarnem zemljinem jutru poimenovan Zemljin vzhod, angleško Earthrise, po analogiji z Moonrise ali Sunrise, se astronautom močno vtisnil v spomin in dušo.
Njihove vtise je pozneje zbral publicist Frank White v knjigi The Overview Effect, ali pregledni učinek leta 1998. Navedli bomo na hitro samo 3 od njih. Michael Collins iz Apollo 11 je rekel naslednje. Resnično verjamem, da bi svetovni politiki, če bi videli naš planet z razdalje 100.000 milj, temeljito spremenili svoje poglede. Bolj mistično navdahnjeni Edgar Mitchell iz Apollo 14, sicer doktor znanosti iz MIT, inženir in testni pilot, pa je po vrnitvi z Lune dejal: Zgodilo se mi je, da sem vedel, da materialistično stališče, namreč, da je vse rezultat materije, ni pravilna filozofija. To stališče odmišlja zavest, kar pa ni mogoče. To, kar se mi je zgodilo, je bilo resnično doživetje zavesti. Truly a consciousness experience. Konec citata. No, za naš kontekst pa je najbolj zanimiva mogoče izjava astronauta Josepha Allena, ki sicer sam ni bil na Luni, je pa večkrat krožil v zemljini orbiti, kjer tudi vidimo te krajce oziroma pač vidimo zemljo iz neke distance. Pravi, med vsemi tistimi pro in kontra argumenti, zakaj bi šli na Luno, ni nihče predlagal, da moramo to storiti zato, da bi z nje pogledali na Zemljo. A morda je prav to dejansko najbolj pomemben razlog. Učeno to iz zanimive knjige Franka Whitea. In tudi vsi tisti, ki nismo bili ne na Luni, ne v zemljini orbiti, se moramo resnično zamisliti o pogledu na fotografijo Earthrise. In cela serija teh fotografij seveda. Kako tudi ob tem, da je Galilej s sencami iz nekega drugega sveta, namreč z Lune, spoznal, da je ta drugi svet isti, ali vsaj podoben v osnovi enak, kot naš lasten svet, Zemlja. Gotovo je nekaj paradoksnega, nekaj skrivnostnega v tem, da mora človek v mislih, ali komor je pač dano tudi s telesom potovati v nek drugi svet, zato da bi bolje razumel in bolj cenil svoj lastni svet. Nič manj enigmatično pa ni to, da sence z drugih svetov bistveno vplivajo ne samo na razumevanje, ampak tudi na dogajanje v našem svetu, prav v tem svetu, ki pa se pokaže tako zelo drugačen v luči svojih onstransko-tostranskih senc. Kajti ni nekega sveta, ki bi bil povsem drugi, niti takšnega, ki bi bil povsem isti. Naš edini svet je vselej drugi isti. No, zdaj prehajam k tretji temi, kvantnim sencam drugih vesolij v interpretaciji znanega fizika Davida Deutscha. Tu bom samo nakratko povzel nekaj glavnih misli, o tem sem pred časom že bolj obširno pisal v svoji knjigi Daljna bližina neba, oziroma 4 časi jesen. David Deutsch, profesor kvantne fizike v Oxfordu, je eden izmed najbolj znanih zagovornikov kvantnega multiverzuma, mnogih vesolij kvantnega sveta. Teorije, ki jo je sicer prvi formuliral Hugh Everett, že leta 1957. Bistvo te precej spekulativne zamisli je v tem, da so vse kvantne superpozicije, ki jih matematično opisuje Schrödingerjeva valovna funkcija, ontološko realne. No, Schrödingerja običajno poznamo po tisti mački, za katero je rekel Stephen Hawking, da posliši o njej, da bi najraj prijel pištolo. Mačka, če je to tako, če so vse superpozicije ontološko realne, se pravi, če obstaja kvantni multiverzum, potem v tem miselnem eksperimentu, Schrödingerjevem, bi mačka naj bi v tej teoriji resnično obstajala v 2 ali tudi več svetovih. V enem bi bila živa, v drugem mrtva. Torej, Schrödingerjeva valovna funkcija naj bi opisovala po tej Deutschovi interpretaciji ontološko realne superpozicije, ki je vsaka v svojem vesolju, v svojem svetu. In torej iz tega sledi, da se z meritvijo, s prehodom iz kvantnega stanja v naše klasično makroskopsko stanje ne zgodi nikakršen kolaps valovne funkcije, ampak se vesoljna valovna funkcija vse skozi ohranja in se v medsebojno ločenih univerzumih, ločenih vesoljih, nenehno razvejuje. To je ena tak graf, računalniška simulacija teh vesolij.
In medtem, ko mi živimo na eni sami veji, na eni sami, recimo, konici, na tem grafu, tega neznansko velikega multiverzuma, so njegove druge veje, to je drugi univerzum in druga vesolja, prisotne v našem vesolju zgolj kot sence. Sence drugih svetov, pravi Deutsch, drugih vesolij. Toda, kako bi lahko dokazali to hipotezo, da obstajajo druga senčna vesolja poleg našega, ki po standardnem kozmološkem modelu, to je modelu prapoka, sega vse tja do Hubbleove sfere, 14 milijard svetlobnih let daleč in več. Se pravi, do našega vesolnega horizonta in tudi še dlje, če upoštevamo teorijo o vesolni inflaciji oziroma napihnjenju. Saj so svetovi onstran tega horizonta nam izkustveno nedostopni, vendar za druga vesolja ni nujno po teh teorijah, da bi bila nekje tam čez, daleč onstran horizonta, saj bi lahko obstajala prav tu, vzporedno z našim vesoljem, v bližjem pomenu poleg našega vesolja. No in Deutsch v tej svoji znani knjigi, zgor imate naslov Tkanina realnosti, podaja dokaz, ki mu pravi nesporni dokaz multiverzuma, se pravi vesolja, mnogih univerzumov, pri čemer se, in to je direktna navezava na Galileja, pri čemer se Deutsch, lahko rečemo predvsej neskromno, primerja z Galilejevim dokazovanjem gibanja oziroma vrtenja Zemlje okrog Sonca, čež da takrat, za časa Galileja, to vrtenje ni bilo nič bolj razvidno, kot so danes druga vesolja. V tem kontekstu, ko navaja Galileja, Deutsch sicer ne omenja senc gora in tudi na Luni, čeprav bi jih lahko, ne? Saj med njegovimi kvantnimi sencami in Galilejevimi sencami lunarne pokrajine, kljub vsem razlikam, in razlike so velike, gotovo tudi neka, vsaj metodološka analogija. Torej, kako je s tem dokazom? Na kratko, nekateri nekaj veste o tem, za druge kratka informacija, ali pa nekateri mnogo več veste o tem, morda kot jaz, ste fiziki. Torej, senčni fotoni naj bi bili za Deutscha nesporni dokaz realnosti multiverzuma. Deutsch vidi ta argument predvsem v znanih, torej za nesporni dokaz te realnosti kvantnega multiverzuma, vidi v znanih poskusih z režami, v katerih se je izkazalo, da fotoni ali pa tudi kakšni drugi delci, ki jih projiciramo skozi reže, recimo tle na levi imate eno tako žarnico, to je skematično seveda narisano, skozi reže, na zaslonu za režami ustvarjajo interferenčne vzorce. Interferenčni vzorci so te črte, črno-beli vzorc, torej ustvarjajo interferenčne vzorce. In kdaj? Tudi tedaj, to je glavna poanta Deutscheva, kadar potujejo skozi reže posamič, drug za drugim, kar je tehnično možno izvesti. Vprašanje, ki se ob tem postavlja in na katerega različne interpretacije kvantne mehanike odgovarjajo različno, pa je naslednje. Kako je mogoče, da posamezen foton, posamezen kvant, interferira sam s seboj? Ali drugače rečeno, da sam, brez kakega zunanjega vzroka, preusmeri svojo pot k interferenčnemu vzorcu, ki ga vidimo na zaslonu. Deutsch to vprašanje formulira takole, oziroma takole preformulira, bi lahko rekli. Kajti, če se fotoni ne razcepijo v fragmente, in to se ne, zato ker so kvanti, in če niso preusmerjeni z drugimi fotoni, kaj pa jih potem preusmeri? Takrat, ko leti en sam foton skozi aparat, nekaj prihaja skozi druge reže, da interferira z njim. No in tukaj je Deutsche odgovor je radikalen. In Deutsch tukaj ni osamljena figura. Ta teorija kvantnega multiverzuma je trenutno kar precej popularna med določenimi krogi, fizikalnimi krogi. No in Deutsche odgovor je tukaj radikalen, namreč v smislu postuliranja multiverzuma. Pravi, zdi se, da fotoni prihajajo iz dveh vrst, ki jih bom provizorično imenoval opazni oziroma otipljivi, ampak meni se zdi boljš opazni prevez, tangible photons, opazni fotoni in senčni fotoni, shadow photons. Opazni fotoni so tisti, ki jih lahko vidimo ali zaznamo, ki jih detektiramo z instrumenti, medtem ko so senčni fotoni neopazni, nevidni
Zaznamo jih lahko samo indirektno na opaznih fotonih. In to je pač tista tudi njegova analogija z Galilejem, ne, da nekaj, kar ni direktno vidno, se indirektno opazi. To, da nadaljuje Deutsch, videli bomo, da ni nobene intrinzične, prave, notranje, esencialne, bistvene razlike med opaznimi in senčnimi fotoni. Vsak foton je opazen v enem vesolju, v enem univerzumu in neopazen v vseh drugih vzporednih vesoljih. No in zdaj ta vzporedna vesolja skupaj tvorijo multiverzum ali po slovensko večsolje, čeprav se zdi še zmeri boljša tujka multiverzum. Z Deutschem se gotovo lahko strinjamo, da je realnost vselej, hvala Bogu, kot pravi on, veliko večja stvar, kot se zdi in da je večji del nevidna. Tudi če se omejimo samo na fizično realnost. Kaj šele, če bi z realnostjo mislili še duhovno realnost. Je pa vendarle, po mojem mnenju, neka bistvena razlika, na primer, med radijskimi valovi, ki pred 200 leti še niso bili opaženi, so pa gotovo tudi tedaj od samega prapoka dalje obstajali v našem vesolju, in Deutschevimi senčnimi fotoni, ki sami načeloma niso opazni. Da še niso bili opaženi. Načeloma niso opazni, saj naj bi bili v drugih vesoljih, ne pa v našem. In na njihov obstoj lahko zgolj sklepamo iz nam znanih interferenčnih pojavov v teh poskusih z režami in v drugih poskusih. Po mojem mnenju je glavna težava pri veljavnosti takšnega sklepanja v tem, da bi bili senčni fotoni sicer lahko, kot je prepričan Deutsch, zadosten razlog za razlago interferenčnih fenomenov, vendar iz tega še ne sledi, da so tudi njihov nujen razlog. Zdaj je to nenavadno obnašanje fotonov v poskusih z režami lahko povzročeno na kak drugačen način. Naprimer, s pojmenovanim pilotnim valom, kot je domneval neki drugi znani kvantni fizik David Bohm. Torej, Deutsch iz neke zgolj možne razlage kvantnih fenomenov prehitro preskoči na realnost multiverzuma. No, poleg tega je pa tu problem dvojnikov, replik, in tukaj se nekaj vračamo zdaj k naši temi senc v tem širšem pomenu. Namreč, Deutsch pravi, ne, da ti interferenčni eksperimenti z enim samim delcem, ki jih je opisal, pravi, nam kažejo, da univerzum obstaja in da vsebuje mnoge dvojnike. V angleščini je to counterparts, vsakega delca v opaznem univerzumu. V našem univerzumu pač je nek delc, ki ima dvojnike, ne, counterparts v drugih univerzumih, senčne fotone, recimo. Težava je seveda tudi, ali morda celo predvsem v tem, da ti dvojniki v realnem multiverzumu ne nastopajo samo na kvantni ravni. Ne vemo, kdaj bi se pač ta duplikacija nehala, ampak nastopajo tudi v človeškem makrosvetu. Tu sta dva primera iz Leonardove razstave, ki je bila lani v Ljubljani, takega dvojništva counterparts. Torej, kot pravi sam David Deutsch, ne, da to ni zdaj neka interpretacija Deutscha z moje strani, ampak on sam pravi, in medtem, ko sem jaz to pisal, namreč knjigo Tkanina vesolja, so pisale tudi trume senčnih Davidov. On sam je David, ne. No, seveda je to, kdo lahko to zares verjame. To je zelo spekulativna, vsekakor bolj fantastična kot znanstvena misel. Seveda, razen če izraz multiverzum, če je to le neki façon de parler, nek način izražanja za skupek vseh pojmenovanih protidejstvenih možnosti, counterfactual possibilities. To je, če s tem izrazom mislimo na zgolj možne, ne pa tudi na realne replike oziroma zgodovine našega sveta, našega vesolja. Deutsch trdi, da je tisto, kar mi vidimo kot kvantne sence v našem vesolju, realno v nekih drugih vesoljih, multiverzuma. Vendar je tu še ena težava. Deutsch ne navaja nobenega razloga, zakaj bi bila realnost recimo senčnih fotonov in nasploh dvojnikov, teh counterparts, v našem univerzumu načeloma, se pravi principielno načeloma zastrta.
sledljiva zgolj po njihovih učinkih, sicer pa naši zavesti načeloma nedostopna. Ali pa če se vprašamo drugače, zakaj bi bila zavest načeloma omejena na en sam univerzum v tako bogatem, tako mnogosenčnem multiverzumu? To se na vsezadnje ne bi ujemalo z našimi siceršnjimi izkušnjami. Naša zavest ali naša pozornost, awareness, recimo v angleščini, zavedanje, lahko prehaja med različnimi svetovi, med različnimi vejami sicer postranskih multiverzumov, na primer umetnosti, na primer na tej risbi. Vseh njenih zvrsteh umetnosti, v literaturi, likovni umetnosti, še posebej v umetnosti fuge. Pri poslušanju večglasne fuge lahko iz enega glasu preklopimo v drugi glas, ali v tretji, ali v četrti. Res pa je, da težko fokusiramo zavestno pozornost na več glasov hkrati. No, in na tej sliki sence tečejo kot v kaki fugi in podobno na tej risbi ne moremo pogleda fokusirati na vse figure hkrati, namreč na vsako hkrati, če tako rečemo, lahko pa seveda zaobjamemo vse skupaj v nekem enotnem pogledu, ampak potem ne vsake posebej. Gotovo je pri Deutschu zanimivo in novo tudi to, oziroma in tudi novo to, da je vpeljal sence v samo kvantno realnost. Zato smo malce presenečeni, da dobro desetletje pozneje v svoji drugi obsežni knjigi z naslovom Začetek neskončnosti, The Beginning of Infinity, 2011, ki sicer ni tako sistematična kot prva knjiga Deutscheva, vendar ravno tako obravnava kvantni multiverzum in nadalje razvija teorijo vzporednih vesolij, da Deutsch sploh ne omenja več senčnih fotonov, nesenčnih vesolij, ob tem pa niti ne pove, zakaj je opustil to tako značilno za njegovo zgodnejše obdobje senčno dikcijo. Tu seveda lahko le ugibamo, morda se mu izdela neprimerna ravno zato, ker ne rešuje problema zavesti, ali pa natančneje, problema oziroma vprašanja zasenčenja zavesti o drugih vesoljih. Zakaj se zavest zasenči? Namreč pri Galileju, je bilo to zelo drugače. Ista zavest, ne sicer isto oko, ker Galilej ni bil na Luni, ampak ista zavest je videla oba svetova, Zemljo in Luno. Tukaj pa ravno, tukaj je zaprečena, načeloma pač zavesti naj bi bili ti senčni fotoni nedostopni. No, čeprav je od Galileja do Deutscha minilo že kakih 400 let, dan danes enigma senc ni nič bolj razrešena kot v času začetkov neoveške znanosti. Namreč zakaj? Sence niso povezane zgolj s fizičnimi predmeti ter znanostjo, temveč so bistveno povezane tudi z zavestjo, z duhom. Vprašanje dvojnikov ali replik ali senc v našem tem širšem metafizičnem pomenu, namreč senc kot ponovitev nekih močneje bivajočih form realnosti, to vprašanje me prej ali slej vrača nazaj k samemu sebi. Zastavlja mi tisto prvotnejše, morda celo sploh prvo vprašanje. Kdo sem jaz? No in recimo, če primerjamo ti dve sliki, to Escherjevo grafiko, tukaj imate 3 gledišča, iz 3, torej moje gledišče je nekako razcepljeno na 3 točke izven tega, v tem in izven tega prostora te slike. Medtem ko seveda na levi sliki je moja senca videna iz ene točke, iz enega gledišča. Se pravi, vprašanje multiverzuma ni samo in tudi ni prvenstveno vprašanje drugih, recimo, objektov drugih svetov, ampak drugih gledišč, drugih teh pač subjektov, da tako rečem, filozofskih. Znanstvena primera senc na Luni in senčnih fotonov, ki smo jo predstavili, pa imata skupno predvsem to, da sta tako Galilej kot Deutsch raziskovala druge svetove, druge univerzume.
pri čemer pa sta več kot o njih spoznala o našem lastnem, o tem istem svetu. To, da naj ponovim, koliko drugosti je v istosti tega sveta. Nikoli ne gre za izključujočo alternativo ali istost ali drugost. Če selej za neko, rečemo, dialektično nasprotje. Isto, drugo, oboje v enem. No in o tem presežnem sovpadanju nasproti nam nič manj kot filozofija, seveda na drug in drugačen način lahko povejo tudi likovna umetnost, literatura, glasba in tako naprej. Prehajam k četrti časovno osrednji temi predavanja, multiverzum v sodobni oziroma moderni umetnosti. No, najprej poglejmo si tako za neko intonacijo, spet za en mali intermezzo, tri variacije, tri kiparske variacije na temo sence. Potem pa bomo prišli k trem znanim avtorjem, ki sem jih uvodoma omenil, Duchampu, De Chiricu in Warholu. No, poglejmo si najprej tale znameniti kip, ki so ga naslovili Senca večera. Pesnik D'Annunzio mu je dal to ime. Etruščanski kip nastal okrog 300 pred našim štetjem, lahko ga vidite v muzeju etruščanskem v Volteri. Druga kiparska variacija na temo sence je kip Alberta Giacomettija, naslovom Velika ženska. Seveda, drugačen in hkrati isti svet. Ne? Tukaj je senca tudi celo prisotna, fizična senca na levi strani tega kipa. No in tretja variacija je kiparsko delo kip Matjaža Počivavška, naslovom Zrenje teme, ki ga lahko vidite v naši moderni galeriji. No, zdaj pa prihajam k tem trem senčnim svetovim moderne umetnosti, omejujem se na likovno umetnost in izbral sem te tri avtorje, Duchampa, De Chirica in Warhola, zato ker oni eksplicitno, skratka, pač so ustvarjali umetniška dela na temo senc. No, tukaj imate znamenit portret, fotografijo Marcela Duchampa, ki jo je naredil ravno tako znameniti fotograf Man Ray, njegov prijatelj, njegov sopotnik, bi lahko rekel. No, Duchamp je leta 1918 v newyorškem ateljeju ustvaril sliko, ki je rekel, da je njegova zadnja slika, ni pa čisto zadnja, poznaj se je to izkazalo. Sliko, znano v moderni umetnosti, zelo slavno sliko z enigmatičnim naslovom Tim, v francoščini Tume. Več kot 3 metre dolgo in 70 cm visoko platno, ki ga je naročila njegova ameriška mecenka Catherine Dreyer. Kot pravi Viktor Stojhita, ki sem ga omenil večkrat v prejšnjem predavanju, v svoji knjigi Kratka zgodovina sence iz leta 2000, ta slika zastavlja na poseben način problem meja slikarstva. Ampak ne samo to, ne, vidite, lahko nastopajo na tej sliki, nastopajo sence, torej zato sem se pač uvrstil to predavanje. Stojhita pravi, da Duchamp se z njo paradoksno odreka slikarstvu, ki ga, citiram, Stojhito nadomesti po eni strani s svojimi ready-mates, temi najdenimi predmeti, najbolj znan je njegova fontana, poznej. Po drugi strani pa s paraslikovno izkušnjo, ki je predstavljena na velikem steklu. No, na hitro si poglejmo, vrnili se bomo k sliki Tume. Poglejmo si to Duchampovo veliko steklo z zelo seveda nenavadnim naslovom. Nevesta, ki so jo slekli njeni samci celo. To je njegovo največje delo, z njim se je ukvarjal celih 8 let. Seveda s krajšimi in daljšimi umestnimi premori. To delo je nekakšna, bi lahko rekel, slikarska instalacija na 2 steklenih ploščah. Tukaj se foto bolj vidi.
ti dve stekleni plošči, zgornji in spodnji, na katerih je pritrjena zapletena kompozicija, tukaj sta še dva detalja, sestavljena iz žic in kovinskih folij, ki na gledalca deluje kot kak preplet snovnih senc. No in med tem, ko je Duchamp ustvarjal veliko steklo, je dobil naročilo za to svojo sliko Tim. No, v našem kontekstu senc je, poleg tega, da so tukaj očitno na tej sliki naslikane sence, je zanimivo tudi to, da na tej sliki na sliki sami nastopajo tri ravni realnosti. Najprej so tu, malo je njih, ampak vendarle, tako imenovani pravi predmeti ali ready-mades. Podgani rep in varnostne sponke, ki so prave, z njimi pa je spet pripet naslikan razporek. Potem so tu seveda naslikani predmeti, če pogledamo gor na dolgo sliko, barvne romboidne plošče, ki perspektivično izginjajo ad infinitum proti levi, pa rjave lamele spodaj, pa valujoč geometrijski objekt na desni. No, še posebej realistično pa je naslikana roka z iztegnenim kazalcem. No in potem so seveda tu sence. Sence, če gremo od leve proti desni, imate senco kolesa, senco zelo povečano odpirača in senco obešalnika za klobuke. No, pri tem je Duchamp je predlagal, naj bi to anamorfično senco, anamorfoza je to, odpirača, samo smatrali za pravi ready-made predmet. Kar bi pomenilo, če jaz to prav razumem, da ta senca ni narisana po nekem svojem realnem predmetu, ampak je izmišljena, za razliko od kolesa in obešalnika, ki pa sta dejansko in corpore v Duchampovem ateljeju, o čemer priča tudi slavna fotografija senc na steni ateljeja, datirana ravno tako z letnico 1918, ki jo je posnel bodisi sam Duchamp ali njegov prijatelj Man Ray. Umetnostni zgodovinar in teoretik Jean Clair v knjigi Duchamp et la photographie, Duchamp in fotografija pravi naslednje. V več kot enem oziru se je Duchamp atelje v New Yorku, medtem ko je delal na velikem steklu, spremenil v platonsko votlino. Na vse strani so se po zidovih projicirale sence njegovih ready-mades, ki so bile včasih tako deformirane, kakor anamorfoze, katerih pomena ni mogoče razbrati, saj se ni več razločilo, od katerih realnih predmetov so bile to projekcije. No, tukaj naredimo še en majhen ekskurs in pogledamo eno zanimivo inverzno anamorfozo. To je sodobna instalacija azerbejdžanskega avtorja Rašada Alakbarova z naslovom Intersekcija, ki je bila razstavljena na zadnjem Beneškem bienalu 2013. Lani. Na tej instalaciji je anamorfični odnos med predmetom in njegovo senco ravno obraten. Predmet sam, spodaj na tleh, zmešnjava žic sredi sobe, je fantomski, je anamorfičen. Njegova senca na steni, seveda, samo v pravilno izbranem kotu projekcijskih žarkov, pa je lepa senčna risba islamsko oblečenega mladeniča, ki sedi na divanu in bere knjigo. V tej instalaciji je strukturiran šele površinski posnetek, senca predmeta. Predmet sam pa je amorfen. Tako bi rekli, malce podobno, kot je v strojnem jeziku računalniških bitov pomen za človeka odsoten. Pomen se pojavi šele na površini zaslona, recimo v besedah in stavkih v Wordu, ali v nekem drugem programu, ki ga razumemo. No, če gremo nazaj k Duchampu. Z Duchampovimi ready-mades in vsemi drugimi, ki so tem sledili, se pravi ti predmeti, ki prihajajo v umetnost iz sveta, umetnost pravzaprav dokončno, ali pa kot bi se reklo v sodobnem žargonu, definitivno, ni več ogledalo sveta.
ni več nek mimetični odsev od nje prvotnejše narave realnosti v tem aristotelskem starem pomenu, saj umetnost postane realnost sama. Namreč, ravno s tem, da realnost sama postane umetniška. In tu je seveda njegova znamenita fontana, se pravi pisuar, ki ga je obrnil za 90 stopinj in skušal razstaviti v New Yorku leta 17, ker se mu sprva ni posrečilo. No, danes imate pa v svetovnih muzejih množica podpisanih replik, podpisuje z imenom Ermut 1917, vidite tukaj na levi. No, o tem je bilo napisano mnogo. Duchamp je v nekem intervjuju za BBC leta 1966 povedal, kako je pravzaprav izbiral te ready-mades. Takole je rekel. Moja zamisel je bila, da izberem nek predmet, ki ne bi privlačil niti svojo lepoto, niti svojo grdoto. Da bi našel točko indiference pri svojem gledanju na nj. Vidite, tako nekako. Seveda pa so bile Duchampove izjave mnogokrat kontroverzne. In ob neki drugi priložnosti, ko je obiskal letalsko razstavo, je rekel kiparju Konstantinu Brancusiju. Citiram, slikarstvo je izprano, it's washed up. Kdo bo kdajkoli ustvaril kaj boljšega, kot je propeler? Povej mi, se obrača na Brancusija, ali ga lahko ti? Pri postavitvi ready-mades kot galerijskih eksponatov, še posebej tega najslavnejšega med njimi, se pravi te slavne fontane, je paradoksno to, da je po eni strani sam predmet zgolj ena izmed industrijskih replik, ena izmed, recimo, senc v tem širšem pomenu, trodimenzionalnih, materialnih, torej ni nič enkratnega, kot so bile enkratne prave umetnine. Po drugi strani pa je njegova sama postavitev takšnega predmeta neko enkratno dejanje, neka gesta, ki ne more biti ponovljena brez izgube njenega sporočila, čeprav se v sodobni umetnosti žal takšne prazne ponovitve, bolj ali manj prazne, pogosto dogajajo. Nekaj podobnega kot s tem pisuarjem je tudi, oziroma s to fontano, z drugimi razlogi velja za Malevičev Črn kvadrat leta 1915. No, postavitev fontane pisuarja v galerijo pa sam razumem, bolje rečeno interpretiram kot enkratno gesto, tudi v tem smislu, da je nek radikalni opomin, namreč opomin per negacionem ali celo per absurdum, na v njem popolnoma odsotno, to da morda vendar ne za vselej izgubljeno presežnost umetniškega dela. Saj nam ravno svojo nesramno in brezkompromisno negacijo transcendence ohranja spomin na njo. Duchampov upor je tudi upor proti pozabi. Drugi senčni svet, metafizično slikarstvo Georgea de Kirika, kjer imamo mnoge sence. Vidite že na tej sliki. No, lahko bi rekli, da je moderna umetnost sama en velik in razvejan multiverzum imaginarnih svetov. Najbrž bolj, kot je bila umetnost kdajkoli prej v preteklosti, vsaj znotraj neke kulture. Naprimer, Duchamp na eni strani, na drugi de Chirico. Bila sta sodobnika, pa sta tako različna, čeprav morda v nekem globljem pomenu tudi usporedna, interferenčna svetova, vse bolj razvejanem modernem umetniškem multiverzumu. De Chirico je seveda znan po svojem metafizičnem slikarstvu, predvsem iz obdobja leta 1919, s katerim je močno vplival na poznejši nadrealizem. Andrej Breton ga je odkril leta 1920 in 4 leta pozneje je bil de Chirico tudi uradno sprejet med surrealiste, čeprav se je takrat že odvrnil od moderne umetnosti in se vrnil bolj klasičnim slikarskim slogom. Toda poglejmo nazaj v obdobje pred Prvo svetovno vojno. Potem, ko se je de Chirico vrnil v Italijo iz Münchna, v Münchnu je študiral slikarstvo, občudoval Arnolda Böcklina, metafizičnega slikarja iz 19. stoletja, ter bral Nietzscheja in Schopenhauerja, je v Firencah naslikal to sliko, ki jo zdaj vidite. Namreč navdahnila naj bi ga neka posebna metafizična izkušnja na trgu pred baziliko Santa Croce v Firencah. Nekoč v knjigi o renesančni lepoti sem to baziliko poimenoval hram spomina.
No in ta slika je prvo njegovo delo iz serije teh metafizičnih vedut in ima naslov, kot vidite tukaj levo, Enigma nekega jesenskega popoldneva 1910. Tej sliki je sledila cela vrsta enigem, prežetih z melanholijo in nostalgijo po nekem drugem svetu, ki pa je obenem vendarle ta naš isti svet. Poglejmo si nekaj teh Dekirikovih melanholičnih enigem. Enigma ure. Enigma prihoda. Enigma dneva. Melanholija lepega dneva. Nostalgija po neskončnem. In rdeči stolp. Bodite pozorni na sence, na te ostre, dolge večerne ali jutranje, onstranske, metafizične sence. No, v tej seriji enigem se bomo malce ustavili pri sliki Skrivnost ali Enigma in Melanholija ulice, ki je tudi na programu zgibano. O tej sliki piše tudi Viktor Stojhita v navedeni, že večkrat navedeni knjigi Kratka zgodovina sence. V nekem rokopisu, ki ga je shranil Paul Éluard, pesnik, je Giorgio de Chirico leta 13 zapisal, da je več enigme v senci nekega človeka, ki stopa po sončavi, kot v vseh religijah preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. No, pa to je pretirava, ampak enigma prav gotovo je v senci. Na sliki Skrivnost in Melanholija ulice, v teh ostrih rezih svetlobe in senc, ki so značilni za de Chiricovo metafizično slikarstvo, vidimo enega samega živega človeka, deklico, ki teče za igralnim obročem po osvetljeni ulici navzgor proti neki drugi senci, pri čemer pa iz našega zornega kota ne vemo, katera postava jo meče to drugo senco izza roba temne stavbe na desni. Saj vidimo le, da je ob tej senci neka palica, dolga kakor sulica, in domnevamo, da gre za senco kipa za vogalom, saj se zdi, da je povsem statična. Poleg tega pa je de Chirico na svojih drugih metafizičnih vedutah rad upodabljal kipe na takšnih onstranskih trgih. Naprimer, na sliki trg s konjeniškim kipom iz istega obdobja, kjer je veduta zelo podobna kot na sliki, levi sliki Skrivnost in Melanholija ulice. Na tej desni sliki je kip v celoti viden, čeprav je očitno drugačen, saj je konjeniški in brez sulice. Povemo še nekaj o tej sliki Skrivnost in Melanholija ulice. Sončna ulica med deklico in z obročem in esenco domnevnega kipa, proti kateri deklica teče, pa bo, kot pravi Viktor Stojhita, prizorišče srečanja dveh senc, dinamične in statične, žive in mrtve. Kajti na tej sliki, pravi Stojhita, se vse dogaja na nivoju konflikta med sencami. Statična senca s ulico je grozeča, skoraj strašljiva v odnosu do deklice, ki nič hudega sluteča teče nasproti. Poleg tega je zanimivo opaziti tudi perspektivično neskladnost leve in desne stavbe, osvetljene in zatemnjene kolonade. Sečišče perspektivičnih linij ni isto, ne? Dve sečišči sta v ozadju in vsako je za drugo stavbo. To je nenavadno, gotovo ne gre za površnost ali pač celo za neznanje pri perspektivi, saj na drugih de Chiricovih slikah iz metafizičnega cikla perspektiva večinoma pravilna. Zato so se seveda teoretiki umetnosti zgodovine spraševali, pravzaprav in tudi drugi interpreti, zakaj je perspektiva nekoherentna ravno na tej sliki. No, teh možnih odgovorov je seveda več. In z nekim zanimivim nam postreže Rudolf Arnheim v knjigi Art and Visual
Visual Perception, že iz leta 1954, kjer zapiše naslednje. Na prvi pogled se zdi ta scena dokaj trdna, vendar pa čutimo, da je deklica, ki brezskrbno teče za igranim obročem, v nevarnosti, saj se je znašla v svetu, ki se bo razdrl po nekem nevidnem šivu, ali v svetu, ki mi grozi, kar je še slabše, razpad v nekoherentne drobce. In ulica, ki naj bi se glede na sončno kolonado vzpenjala, je le privid, ki vleče deklico v brezno, v nič. Po tej interpretaciji, konc citata, po tej interpretaciji je melanholija v naslovu te slike torej resnično črna, melajna kolos, v grškem pomenu. Gre za slutnjo sveta, ki se pogreza sam vase v tej interpretaciji. Sveta, v katerem svetlova tone v temo. In če se strinjamo s to interpretacijo, najbrž ni naključje, da je ta slika nastala istega leta, ko se je začela, oziroma pred začetkom Prve svetovne vojne. Tretji senčni svet moderne umetnosti, Andy Warhol. Andy Warhol je zelo cenil Georgea de Kirika, kar je pravzaprav presenetljivo, ker sta si tako različna. Mislim pa, da Warhol ni bil ravno navdušen nad tistim, kar je pri de Kiriku bistvenega pomena, namreč metafizika. No, na desni fotografiji vidimo Warhola v družbi z Georgeom de Kirikom na neki razstavi v New Yorku leta 1974. Na levi spodaj pa je pop-artovski avtoportret Warholov iz leta 1962, ko je bil na vrhu slave. Warhol je 4 leta po de Kirikovi smrti v Rimu razstavil sliko z naslovom Italijanski trg z Ariadno. Ta slika je očitno, tudi mišljena je bila tako kot omaž de Kiriku, temu mojstru modernega metafizičnega slikarstva. Arhitektura na tej sliki, na teh 4 replikah tega prizora, je nedvomno de Kirikovska, kakor tudi Ariadnin ležeči kip na podstavku sredi trga. Toda, pri Warholu ni več de Kirikove metafizične globine. Pri njem je kljub od de Kirika sposojni geometrijski perspektivi vse na površini. Odsotnost ali zanikanje, ali celo domnevno preseganje morda metafizike, se kaže na tej sliki, podobno kot tudi na drugih slavnejših Warholovih serijah ali serialih, predvsem s ponovitvami istega prizora, ki tu na tej sliki samo v barvnih rezih varira na teh 4 replikah. Toda, metafizični topos ne more biti upodobljen zgolj s kopijami, le na površinskih replikah neke pozabljene odsotnosti, saj njegova resničnost prav tisti skrivnostni bivanjski globini, v enigmi. Vendar pa te globine, te skrivnosti pri Warholu ni več, kajti v množici površinskih kopij ostaja le še zabrisana sled nečesa, kar je odsotno ali pozabljeno ali namerno zanikano. In o zanikanju globine pričajo tudi številne izjave samega Warhola, na primer naslednja datirana 1967, ko je Warhol v svojem newyorškem studiu Factory na Union Square že kraljeval kot Pope of Pop, kot papež popa, in ko je rekel, citiram, iz Stoihite je ta citat, vse vidim tako, površino stvari, kot neko mentalno Brailovo pisavo in z rokami drsim čez površino stvari. Ampak zakaj je potem Warhol sploh ustvaril svoj omaž de Kiriku in se morda celo imel za nekega njegovega naslednika? Zanimivo, ravno zaradi ponavljanja, nenehnega repliciranja istega. Vlogo, aristotelsko rečeno, srednjega pojma, torej umestnega člena med de Kirikovo globinsko in Warholovo površinsko metafiziko, pa ima Nietzschejevo večno vračanje enakega. Warhol je namreč vedel za de Kirikovo ukvarjanje z Nietzschejevo filozofijo in je iz tega sklepal, po mojem mnenju sicer prehitro, saj je bil Nietzsche povsem drugače od de Kirika ravno kritik metafizike, torej Warhol je sklepal, češ da je bilo za de Kirikovo metafizično slikarstvo bistveno ravno ničejansko ponavljanje,
Namreč ponavljanje motivov v času od slike do slike, vračanje k vselej istemu metafizičnemu motivu. No, jaz osebno mislim, da tu ni taka ontološka, recimo, razlika zlasti spričo sodobnega razumevanja časa in prostora kot prostora časa med prostorskim in časovnim ponavljanjem nekih motivov. Poleg tega pa menim, da pri Dekiriku pravzaprav sploh ne gre za takšne ponovitve, neke časovne ničejanske ponovitve, kot jih je v njegovem Dekirikovem metafizičnem slikarstvu videl Warhol, ampak to je vprašanje, bi zahtevalo neko podrobnejšo obravnavo. No, Warhola nekako vsi poznamo po teh raznih popartovskih replikah, slikah, težko reči, da so to slike. Ampak ne vem, če vsi poznamo, jaz tudi preden nisem se s tem malo bolj ukvarjal, nisem vedel za ta niz z naslovom Sence. No, in zato sem tudi glavni razlog, zakaj sem tudi vključil ravno Warhola v to predavanje. Sence, postavitev razstava, serial z naslovom Sence v New Yorku leta 1979 in potem je bila še parkrat postavljena. No, nota bene, tukaj je dobro pozoriti, sence so barvne sence tukaj, različnih barv. Jaz v teh predavanjih žal nisem utegnil malo iti v to zgodovino barvne sence, ki se začenja vsaj kot fizična, optična barvna senca že pri Leonardu, pa se potem nadaljuje prek Dideroja, pa Goetheja, pa vse do današnjih dni. Ampak vsekakor sence niso samo črno-bele, kar je pomembno tudi za nadaljevanje, za zaključni del tega današnjega predavanja. Torej, to je neka seriografija na polimerih na platno. Ta serija sence so morda najboljši primer Warholove serialne ponovitve. Viktor Stojhita o tem lepo pravi, citiram, vsako platno je odsev neke sence, vsak original, je že reprodukcija. Platna odsevajo svet in sam svet je reduplikacija nekega neskončnega ekrana, konec citata. Razlike med reprodukcijo in originalom ni več. Saj samega originala ni več, ali pa je zastrp, pozabljen, zanikan. Kar se na Warholovih serialih kaže kot odsotnost globine. Vse je zgolj površina, replika, simulakr, senca odsotne realnosti. Pri Warholu takšna metafizična vprašanja, kdo ali kaj generira te matrice, katera zavest jih hoče in ustvarja, kdo je njihov subjekt in navsezadnje, kaj je njihov logos ali telos, ta vprašanja pri Warholu sploh niso več na dnevnem redu. Tako rekoč so pometena pod površino, odstavljena v neki domnevno že preseženi prostor duha, ki ni več samo neviden, kot je duh pravzaprav zmeri bil, ampak je postal nezanimiv, nemodern. In če se malce poigramo v mislih in Borgesovsko, na način Jorgeja Borgesa in njegove literature, razširimo Warholske repetitivne variacije senc v nekakšen vesoljni labirint ali v nekakšno vesoljno knjižnico, dobimo popartovsko verzijo Deutschejevskega kvantnega multiverzuma. In podobno kot se Warhol ne sprašuje več o globini svojih površin, se tudi David Deutsch in drugi privrženci sodobnih baročnih multiverzumov v znanosti ne sprašujejo več, odkot in zakaj se generirajo vsi ti svetovi. Saj se zdi, da jim zadostuje že razlaga načina ali postopka njihovega generiranja. Zmaguje površina nad globino, replike nad originalom. Ostajajo samo še replike, ki so hkrati originali, ki se nizajo v postmodernem prostoru, tako rekoč ad infinitum. Obenem pa dosegajo, vsaj pri Warholu, nebeške cene na dražbi pri Sotheby's. Stojhita posrečeno primerja Warholov delovni postopek s kemijsko polimerizacijo, proizvajanjem velikih molekul za multiplikacijo. Citiram Stojhito, ta operacija ustvarja fetiški material 20. stoletja, ki mu običajno rečemo plastika. Warhol po 60 letih uporablja v dvojnem pomenu to, kar bi lahko imenovali polimerizacija podobe, še zmeri pravi Stojhita. Konkretno, s tem, da optira za plastične tehnike pri reprezentaciji simulakrov in simbolno, s tem, da pripisuje življenjskemu množstvu
neko gladko, umetno in neuničljivo enotnost. Konec citata. The future is in plastic. Ampak, danes je tudi to že passé. Kdo bi zdaj še vzklikal tako kot Warhol? I love plastic, I want to be plastic. Zdi se, da radikalni modernisti zastavijo veliko prej kot klasiki. Toda, vprašanje ostaja. Kdo sem jaz? Kje je moje sebstvo med vsemi temi replikami v tej neskončni serializaciji senc? Glavna težava pri iskanju sebe v tej postmoderni serializaciji niso same repeticije ali variacije, ki so zmeraj bile, tudi pri klasikih so bile pomemben segment umetniških del. Samo spomnimo se recimo na Bacha. Saj so variacije in repeticije pomenile in ohranjale istost v različnem, eno v mnoštvu, trajanje v minevanju, večnost v času. In ne nazadnje, sam intelekt deluje znotraj velikega odprtega faznega prostora variacij, v potencialno neskončni domeni različnih možnosti. Ne, glavna težava pri Warholu in nasploh v modernem pop-artu v širšem pomenu je v redukciji sveta na njegovo lupino, zgolj na površino. Identitete bitja, zlasti samoidentitete, pa ni mogoče najti zgolj na površini, v simulakrih odsotne realnosti, temveč v globini sveta, v zavesti, v duši, v duhu. Razlika, diferenca med drugim in istim, med površino in globino, med sencami in stvarmi, ali med sencami in idejami, ali med stvarmi in idejami, ohranja transcendenčno napetost, tisti presežni bivanski gradient, ki motivira in tudi osmišlja vse naše dejavnosti. In v tem globljem, človeškem, ne zgolj artističnem smislu je gotovo tudi Warhol vedel za osebno identiteto ljudi, ki jih je portretiral na svojih serialnih uspešnicah, recimo Marilyn Monroe ali pa Mao Tse-tung, se najbolj znana, in mnoge druge slavneže. Še bližje pa je Warholu bila, tako kot vsakomur izmed nas, njegova lastna identiteta, tisti muhasti, hipokondrični, narcisoidni, egocentrični subjekt. V tem kontekstu bolje rečeno ego, ki ga je tudi portretiral večkrat, no, na teh dveh slikah, značilno v družbi z lastno senco. To je k meni ali k tebi. No, kar se meni tiče, jaz osebno sem prepričan, da je v tej sliki globina. Saj jo vidim, podobno kot je Galilej videl gore na Luni, pa ne le prostorska globina, ampak tudi globina zavesti, osebe, duha, Warhola. In zato je ta Warholov avtoportret v flagrantnem nasprotju z eno izmed tistih starejših, sicer leta 81, ko je nastal ta avtoportret, še vedno nesuspendiranih izjav tega princa popa, ko je rekel, če hočeš vedeti vse o Andyju Warholu, glej samo na površino mojih slik in filmov in mene samega in tu sem jaz. Nič ni za tem. Toda, v dialektiki istega in drugega se na vsezadnje vselej znajdemo pred vprašanjem. Kdo sem jaz? In kaj ali kdo je moja senca? Kaj pomenijo vse moje sence? Namreč ne le temne, sivo-črne, ampak tudi svetle, barvne sence, moje replike v drugih svetovih, če hočete. No in to ključno vprašanje se danes, nekaj desetletij, po ploskovitem, repetitivnem Warholovem pop-artu, znova in še bolj usodno postavlja ob vse večjem razmahu tako imenovane virtualne realnosti. Zdaj prehajam v zadnjo, oziroma predzadnjo temo, zadnja je tudi rečeno krajša. Virtualna realnost. Presvetljene vse barvne sence v sodobnem razsvetenem, virtualno realnem svetu niso več angeli, ampak so le še njihovi simulakri, angelike in angeliki. Na spletnih zaslonih, na pametnih telefonih, na reklamnih displejih, vse povsod. Večina teh sodobnih angelov in angelik nas gleda iz oči v oči. Tukaj na tej fotografiji iz Times Squarea, sicer ni to direktno vidno, ampak lahko si predstavljate. Na vse zadnje so ti displeji povsod. Torej iz oči v oči, iz obličja v obličje. Kako da nam hočejo dopovedati, da prav zares živijo, da niso zgolj naši zrcalni odsevi,
Ne, oni so več, oni so naši avatari. In nas vabijo, naj se jim pridružimo, ter z njimi ali skoznje zaživimo še bolje v tem krasnem novem svetu. Še bolj uživaško, še bolj razsipno in seveda tudi kar se da ležerno, brezskrbno, kot najsrečnejši potrošniki, pri čemer pa vsi ti jumbotroni svojo svetlečo površino prikrivajo mnogo temnejšo realnost. Namreč to, da postajamo vse bolj prostovoljni sužnji ali pa usluženi svobodnjaki tega neznanskega, tehnološkega in ekonomskega svetovnega spleta, spleta z veliko začetnico, čeprav splet seveda ni subjekt, ni oseba, spleta, ki se spreminja v kaotičen in razsrediščen labirint, v katerem se je izgubil sam stari Minotavr, ki je zdaj povsod in nikjer, v vsakem in v nobenem izmed nas, pa tudi klasična Ariadnina nit nam ne more več kaj dosti pomagati, saj se zdi, da je labirint univerzalen, brez zunanjosti, brez izhoda. Toda se sprašujem, ali je to resnično tako? K sreči ne povsem, kajti kljub tej navidezni univerzalnosti virtualne realnosti še vedno ostaja naša notranjost. Notranjost ne v smislu neke notranje intime, ne samo v tem smislu, ampak globina sveta v meni, v zavesti, v duši in duhu. In seveda pot nazaj. Pot nazaj, ki je pot k sebi. Še vedno je najpomembnejše tisto, kar je učil že stari Sokrat. Spoznaj samega sebe. Kaj ti? Sam si senca, sam si luč, sama si senca, sama si luč. Visoke stolpe modernega sveta sicer občudujemo, tudi jaz prav gotovo. Vendar nas pri občudovanju te silne moči, te pameti in elegance, kljub samo navdaja tesnova, ko se zavemo. Vlada nam jabolko, ki ga je ugriznil nekdo, pravzaprav nihče, se pravi, vsak izmed nas. Internet s svojimi titani, z Googlom, Amazonom, Appleom in drugimi, postaja največji in najmogočnejši med vsemi drugimi svetovi, ki se kakor kakšne metafizične sence plazijo po našem realnem svetu, realnemu narekovanju. Predvsem pa je internet bližji od že skoraj pozabljenega nebeškega kraljestva. Internet je tudi neprimerno bolj usporeden našemu vsakdanu, kot kak fiktivni, kvantni multiverzum a la David Deutsch. Saj internet postaja nekakšna univerzalna senca prav tega našega istega sveta. Postaja preplet neštetih virtualnih senc, ki se raztezajo, ki se križajo čez vsa tri kraljestva sodobne božanske komedije, čez moderni pekel, vice in nebesa. Obenem pa je ta drugi svet, internet, vselej prav tu, pri roki, v mislih. V British Library v Londonu so knjige, ki so tukaj vidne v ozadju, so pač stare knjige tam spravljene, vse bolj muzejski eksponati. Zaenkrat so to stare knjige, ampak malo bojo vse. Vse je praktično muzejski eksponati. Vse je praktično že vsa študijska literatura na razpolago v digitalni obliki, kar je seveda praktično, lepo, zanimivo. Vsi smo že skoraj ves čas online. Otroci postajajo že kar zasvojeni, morda ne vsi, večina pa za internetom. Vse manj jih zanimajo resnične stvari, namreč resnične v klasičnem pomenu, bodi si kocke ali knjige ali živa bitja ali ideje. Saj vse bolj živimo v tem virtualno realnem svetu, v spletu vseh teh površinskih, iz neke znano-neznane globine prihajajočih presvetljenih senc. In čeprav, kot rečeno, seveda tudi sam pogosto in spridam na vse zadnje, kot zdaj uporabljam to tehnologijo in internet pa me obmisli vprašanju, kam vodi ta virtualizacija realnosti sveta, navdajata skrb in tesnobo. Jean Baudrillard je že v času pred svetovnim razmahom interneta napisal zanimive, skoraj da preroške misli o virtualni realnosti. Seveda pa so bili takrat v zadnjem desetletju minulega stoletja, ko je šla njegova znamenita knjiga Popoln zločin leta 1995, slovenski prevod 99,
Takrat so bili glavni indici virtualizacije sveta že močno opazni. In čeprav se osebno z Baudrillardom v marsičem ne strinjam, saj ne maram preveč njegovega intelektualističnega cinizma, pa nekega pomankanja socialne empatije in podobno, pa po drugi strani mislim, da ga je treba znova brati. Predvsem kot opominjim stvarilo pred tistim, kar Baudrillard imenuje popoln zločin. To je popoln zabris razlike med realnim in virtualnim svetom, kar v našem kontekstu in besednjaku pomeni popolno izenačenje stvari ali idej z njihovimi sencami. Popoln zločin bi bil umor realnosti, kot pravi Baudrillard, dopolnjena hiperrealnost simulakrov, njihova popolna predlada, ki bi dokončno zabrisala razliko med izvirniki in kopijami ali replikami, pa tudi razliko med realnim in imaginarnim. Skratka, po popolnem zločinu ne bi bilo več tiste ontološko-etične tenzije, ki sem jo označil kot transcendenčna napetost. Izničilo bi se tudi razlikovanje med resničnim in lažnim. Ostala bi le še površina sveta, 3 ali celo 4 razsežne ploskve, 4 razsežne, če upoštevamo tudi čas, ploskve v matematičnem smislu, ploskve, surface ali manifold. Ploskve brez kakršnekoli metafizične globine. S popolnim zločinom bi se v sami dejanskosti sveta dokončno udejanil nihilizem, kot je zapisal Baudrillard že v knjigi Simulakr in simulacija leta 82, ker med drugim pravi, nihilizem je danes nihilizem prosojnosti in na neki način je radikalnejši. Temu bi jaz dodal, da vidim bistvo te nihilistične prosojnosti sodobnega sveta prav v vse večji duhovni neprosojnosti, v stanjšanju bivanja na površino, na univerzalno ploskev, ki je sicer sama prosojna, vendar za njeno prosojnostjo ni nič. Saj smo na tej površini vsi podobno, smo vsi kot neke sence ex nihilo, podobno kakor kovinske lamele na velikem steklu Marcela Duchampa. Baudrillard nadaljuje, Bog ni umrl, postal je hiperrealen. In k temu obratu Nietzscheja dodaja, apokalipse ni več, vendar v prenasičenem svetu puščava raste. Da, puščava raste, kajti apokalipsa se že dogaja. A kakor pravi Baudrillard, se ne bo nikoli zares, recimo v bibličnem pomenu zgodila. Kot beremo že na začetku knjige Popoln zločin, kjer piše, to je zgodba o zločinu, o umoru realnosti in o iztrebljenju neke iluzije, življenjske iluzije, radikalne iluzije sveta. Realno ne izgine v iluziji, iluzija je tista, ki izgine v integralni realnosti. Žal ni zločin nikoli popoln. No, v tem žal je tudi kanček tistega intelektualističnega cinizma, ki mi preveč všeč osebno. No, to je bilo napisano leta, važna je letnica 1995. Toda, prevlada hiperrealnosti vendarle je mogoča. Čeprav sam Baudrillard pravi, da se še vedno, citiram, svet da slutiti, če tudi se obenem skriva za videzi. In po Baudrillardovem takratnem, leta 1995, mnenju, bi se moral znova zgoditi neki znova realni dogodek z veliko, ki bi, kot je takrat menil Baudrillard, prekinil napredovanje hiperrealnosti in odložil, kot sam pravi, nastop leta nič virtualne realnosti, ter znova zagnal kolo zgodovine. A ta dogodek, kot zdaj vemo, ni bil nekaka nova revolucija na začetku novega tisočletja, ampak le 11. september 2001, sesutje dvojčkov v New Yorku. In takrat se je spet žal pokazala Baudrillardova cinična, distancirano intelektualistična drža in tudi njegova tragična zmota, saj je v tej tragediji videl vsaj sprva malone absolutni dogodek, obrat k prebojenju iz virtualno-realne hiperrealnosti sveta simulakrov v znova realno zgodovino. Baudrillard je namreč po 11. septembru izdal knjižico z naslovom Duh terorizma,
ki jo imamo tudi v slovenskem prevodu, v kateri je kmalu zatem, leta 2002, dodal še tekst z naslovom Rekviem za dvojčka, ki pa ni vključen v slovensko izdajo. No, in v tej knjižici med drugim preberemo tole. Konec koncev, pravi Baudrillard, so to sicer nekako storili oni, mi pa smo, namreč teroristi, mi pa smo to hoteli. Če tega ne upoštevamo, dogodek izgubi vsakršno simbolično dimenzijo, je čisto nesrečno naključje. V dodatku pa pravi, pazite, tega nimam gor na zaslonu, nasilje globalizacije vključuje tudi arhitekturo, citiram, ne, Baudrillarda, in zato tudi nasilen protest proti njej vključuje porušanje te arhitekture. V okviru skupne drame lahko rečemo, da je bila groza teh 4000 žrtev pri umiranju v teh stolpih neločljiva od groze življenja v njih, groze življenja in dela v sarkofagih iz betona in jekla. Konec citata iz Baudrillardovega Rekviema for the Twin Towers. Ko preberemo te čudne, precej strhljive besede, imamo občutek, da Baudrillard, kljub temu, da govori o grozi, s tem, da sploh primerja grozo žrtev dvojčkov v smrti, s tisto njihovo zgolj domnevno grozo prej v življenju, dejansko ni videl, predvsem pa, da ni dovolj občutil resnične groze tistih tisočerih senc, ki so po sesutju dvojčkov postale nevidne in katerih imena so potem zanje prav gotovo absolutnem dogodku uklesali v marmor dveh spominskih jam na mestu sesutih stolpov, na dnu nič, ground zero. Jami dvojčici sta monumentalni fontani. Vodne zavese polzijo prek robov čez marmor v globino, najprej v kvadratno jezerce, potem pa sredi tega velikega kvadrata voda pada še v manjši, prav tako kvadraten ponor, kjer izginja voda pred očmi obiskovalca v nevidno brezno. Sence žrtev so živim očem nevidne, so pa v duši in srcu obiskovalca tega pretresljivega kraja še tako prisotne. Smo se v tej tragediji kaj naučili? Osebno upam, da nekaj vendarle. Ob tem pa se spomnimo še nekih drugih tragičnih senc. Silhuet na zidu v Hirošimi, odtisov tistih ljudi, ki so v hipu zgoreli 6. avgusta leta 1945. Ne poznamo niti njihovih imen, le senčna sled izbrisanih življenj je ostala na zidu. Vidimo delavca z lestvijo na levi, starčka s palico, ki je hotel po teh stopnicah. To so sence strašnega umetnega sonca, ki ga je ustvaril Homo sapiens, da bi z njim zažgal sebi enake, ki bi mu morali biti kot bratje in sestre, kakor je nekoč davno učil tisti dobri prerok, katerega časti velik del sveta kot Božjega sina. Kaj bi učenik Jezus iz Nazareta dan danes rekel ob tem zidu? Pri tem zlu nam je v slabo tolažbo tista racionalna teodiceja, ki pravi, da dobrega ne bi bilo brez zla, zveličanja ne bi bilo brez greha in tako dalje. Vsaj dobro in zlo nista na enak način simetrična, kako svetloba in tema. Zlasti, če gre za namerno, hoteno človeško zlo, ki gotovo ni zgolj odsotnost dobrega, senčna stran svetlobe. Same sence ne morejo biti zle. Zli so lahko le ljudje, morda še najbolj takrat, ko pozabijo na sence, ko pozabijo na globino in lepoto sveta, ki jo omogoča vesoljna igra svetlobe in senc. No, in še 5 minut vas prosim za pozornost, da preidem k zadnji temi, bolj optimistično. O tej igri svetlobe in senc govori čudovita knjiga Hvalnica senci, esej, ki ga je napisal znan japonski pisatelj sredi minulega stoletja, oziroma že leta 1933, Junichiro Tanizaki. No, Tanizaki, zanimivo, on se je sprva zelo navduševal za Zahod v svoji mladosti. Pozneje je prišel do tega kritičnega odnosa do Zahoda. Je pa bil eno tistih redkih japonskih intelektualcev, ali pa recimo
mogoče ne toliko redkih, ampak teh vidnih, ki niso padli na njihov nacizem, na njihov fašizem. Prav, ostal je kritičen. Velika utvara modernega sveta, predvsem zahodnega, ki pa ga Japonska uspešno še preveč zvesto posnema, pravi Tanizaki, je v zmotnem prepričanju, da je treba iz poznanja še več življenja nasploh izganjati sence. In Tanizaki v svojem eseju z nostalgijo in ljubeznijo piše o tradicionalni japonski kulturi in med drugim pravi naslednje. Današnja razsvetljava ne služi več branju, pisanju ali šivanju. Temveč se v celoti zapravlja za preganjanje sence iz slehernega kota. Velemestne avenije so danes enako presvetljene v Tokiju in New Yorku. Tem svetiščem modernosti pa sledijo tudi vsa druga sodobna mesta. Banalna in pogosto v svojih posledicah tudi tragična želja po modernem urbanem blišču je marsikje že skoraj popolnoma prepodila tisto staro igro senc, o kateri govori Tanizaki, ki daje skrivnostno lepoto zenovskemu vrtu in čajnici. Toda po drugi strani, morda lahko ravno japonski in drugim starim kulturam Daljnega vzhoda zaupamo, da se bo zmogla iztrgati iz tega uničujočega privida, iz ujetosti v ceneno blaginjo, umišljene želje in gospodstvo kapitala. Pa ne s kako novo revolucijo ali vojno, temveč z močjo duha. Kajti na Japonskem še močno živi, čeprav pretežno pod površino tisti stari, modri zenovski duh, tista pozornost do stvari, do narave, do sveta, do senc. In tudi Tanizaki je optimistično napisal, mi se veselimo prav vsake nežne svetlobe, naprimer tiste, ki nastane, ko na prvi pogled negotov zunanji žarek na zidu poltemne, mračne barve, s težavo ohranja še tisto malo življenja, ki mu ga je preostalo. Bleda svetloba ali pa temačne obrisi na zidu nam pomenijo veliko več, kakor vsako okrasje, in se jih iskreno povedamo, ne naveličamo gledati. Tokonoma je središče japonskega interjera, nek sveti prostor v japonski hiši in je hkrati kotiček senc. No in o njej pravi Tanizaki naslednje. Kadarkoli vidim Tokonomo s prefinjenim okusom urejene sobe, občudujem, kako Japonci razumemo skrivnosti senc, kako spretno znamo uporabljati svetlobo in senco. Saj lepota Tokonome ni rezultat kakih posebnih priprav. Potreben je le s preprostim lesom in golo steno omejen prazen prostor, kjer sončni žarek, ki ga povleče v notranjost, pobudi zdaj ta, zdaj oni, mračni kotiček. In še zadnji slajd, mono no avare, kar pomeni v prostem prevodu občutljivost, čuječnost za stvari. Za kuliso modernega sveta, kot sem rekel in kot verjamem, Japonci, pa seveda ne samo oni, vse zadnje tudi mi, ohranjamo neko občutljivost, oni zenovsko občutljivost za stvari, mono no avare. No in prebavimo si ta jesenski haiku, čeprav je že zima, skoraj mlad, mojstra Busona iz 18. stoletja. Buson je bil oboje, je bil pesnik haikujev in hkrati tudi slikar. Tako da slika, akvarel s črnilom na levi strani je njegovo delo in naslov ima pesnik in njegov haiku. Prijetno ne prav ta, ki jo bomo prebrali. Orhideja v noči, s svojim vonjem skrita bela cvetlica. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa, če želite kaj vprašati, ne predolgo, zato ker pač je že predavanje samo predolgo, za daljše replike in daljše vprašanje, daljše odgovore, vas vabim pač, da mi pišete na internetni naslov, ki je tudi gor na vabilu in na moji spletni strani, ampak če želi kdo kaj dodati, povedati, vprašati, izvolite.
Moč bi dodal, ker je čisto kratko, citiral profesor Jerosimo, ki je predvim dopišja kvantna mehanika, je rekel, mogoče so vsi elektroni samo senca enega samega. Ja. Ja. Mogoče še to, da ne indirektne zveze s Deutschem po tej izjavi, pa ne s kakšni drugi paragrezami svetovi, pa visodi, tam so drugi govorili, da o vas to so stalo. Ja, to je lepa misel, ne? Ta misel je nekako v skladu seveda s tem, kar sem jaz tudi govoril o enosti, o celoti, ne? S tem holizmom, ki, kako vem, tudi nekje pač ti je blizu, ja? Ja, zdaj, napram temu umoru realnosti, o katerem ste govorili, ne, ki ne bi ga, recimo, ta point zero, ne, oziroma singularnost v internetu povzročila, ne, bi rekel, se tukaj ne gre za ekspozicijo plastike, videza in površine, ne, ampak gre za povezavo, gre za hive mind, ne, gre za to, da se človeštvo združuje, ne, da pravzaprav vsakem odkrine svoje bistvo, svoje mislite v internetu, ne? Se to dogaja, recimo s Facebookom in tako naprej, ne? Nanašam se na teren, sem zmerno in so takšni, ki so tudi umrli, prijem so dejansko to doživeli, ampak so videli to v ta način, ne vrholovsko, kot pač vse bo samo še plastika, površina, vides in bomo pač te čudoviti manekeni, ki gledajo svojih avatarjev. No, se strinjam, glede, plastika je res že pase v tem smislu in tudi ta površina, kako jo je sliko Warhol, je že mimo. Ne? Zdaj, vprašanje pa je ta odnos med površino in globino pri internetu. Ne? Zdaj, tukaj, jaz nisem hotel biti recimo črno-bel, ne? Tudi sem nekako skušal to ambivalentnost tega problema prikazati. Ne? Je pa to, mislim pa, da je to problem. Mislim, da zdaj, kaj je površina in kaj je globina? Jaz skozi ta 3 predavanja sem govoril o pač globine sveta, predvsem v tem smislu zavesti duha. Ne? Zdaj, po eni strani gotovo, da internet svojimi zmožnostmi prispeva k neki večji izmenjavi, ne, o tem ni nobenega dvoma. Ne? Recimo tudi bistveno več si dopisujemo in te stvari. Ne? Sam tukaj gre za vprašanje, ne? Za vprašanje prevlade, možnosti prevlade teh simulakrov, o katerih je govoril Baudrillard. Ne? To pa je v povezavi z internetom. Namreč, tukaj ne gre samo za površine v tem dvodimenzionalnem pomenu, ne? Ampak gre tudi za volumne. Ne? Se pravi, gledajte, recimo, pač pripravlja se tiskanje tridimenzionalnih predmetov, ne? Recimo, ali pa recimo tridimenzionalni ekran in podobno. Ne? Tukaj potem površina, tu ni več zdaj dvodimenzionalno samo platno. Ne? Ampak, tako da, seveda jaz ne vem dokončnega odgovora na to. Ne? Me pa, recimo, vidim pa neko posredno povezavo. Glede, Warhol je, jaz sem Warhola navezal pravzaprav na Davida Deutscha, ne? Ki, to je vendarle že nekoliko mimo. Ne? To je bilo pred nekaj desetletji. Ne? Ampak, to so tista izhodišča, iz katerih danes lahko razmišljamo tudi o teh stvari. Nimam pa, jaz absolutno nimam nekega, recimo, linearno odklonilnega stališča do interneta. Ne? Tudi ne do virtualne realnosti kot take, ne? Ampak hkrati pa vidim neko nevarnost. Ker se zdi, da tudi Desjardins, ne, je seveda pač ni doživel interneta kot takega, ampak se zdi, da je o tem govoril, a ne o točki omega. Mislite, Pierre Teilhard de Chardin. Ja, lejte, točka omega je nekaj drugega, ne? O tem sem jaz govoril v nekem drugem kontekstu, singularnosti in tako, o tem to nima direktne zveze zdaj s tem. Ne? Jaz mislim, da tudi brez točke omega, tako imenovane, ne? Te pač singularnosti, o katerih piše in govori Ray Kurzweil, recimo, in podobni, ne? Da tudi brez tega je problem interneta. Ne? Recimo,
Glejte, sej tu ni problem interneta samega, to je orodje, tako kot so vsa druga orodja, ne? Ampak dejstvo je, da so orodja čedalje močnejša. Ne? Orodja in orožja, ne? To je glavni problem. Ne? In tega se moramo zavedati in tega ne bo mogoče vzdržati drugače kot s to globino, z globino zavesti, z duhom, s pozornostjo. Ne? To je tisti poudarek, ne to, da bi zavračali. Jaz sem daleč od tega, od kakšne misli, da vrnimo se k naravi, kje pa se vse ne moramo na tak način. No, ravno kot se je govoril o duhovnih mašinah, ne, se pravi, da bomo skozi razvoj mašin v bistvu v njih odkrili duha, ne, ki ne bo samo simulakar, ne, pa nekaj, kar smo sami kreirali, pa se v tem ogledujemo, ampak bo dejansko ekspanzija naših klasnih umskih zmožnosti in duhovnih. No, jaz bi se zahvalil za tole, da ne bi predeleč šli zdaj, recimo singularnosti in porcvežu in drugim tema. Hvala za vprašanje. In še kdo ve, ko sem kaj povedal. Marko, lahko? Prosim. Ja. Hvala za tole predavanje. Nam je bilo izredno zanimivo, da je šlo to spraševanje in prespraševanje od najbolj preprostih, realnih stvari in sklepanj po neki senci na nekaj drugega, do tistih, ki si jih postavil z internetom in ker vas jaz poleg vidim kakšnih 170 v tej dvorani, ne, bom lahko rekel, da na osnovi tega predavanja sem gotovil, da nisem bolj prekražen, zato ker ne vidim kot vi, ne, ker sem, če odmislimo praktičen vsakodnevni aspekt, pravzaprav čisto na istem kot vi. Se pravi, tisto, kar si prej rekel, ne, da je tisto, kar dojameš z intuicijo, kar razumeš, kar sprejmeš, je resnica, pa velja kot enako za umetnost, kot za internet, kot za vse oblike materialnega življenja. In to tako različno verjamemo, ampak so vse na nek način dobre. Da smo jih sprejeli. Hvala, Tomaž, za to dopolnilo. Tu sem vprašal, če ukvarjali ste se z esencami, samega esencami civilizacije, neke grške, ljubljanske, s eno prvo z idejo, recimo grško, da se je referenco grško zove s predmetom grško in z esenco grško. Ja. Recimo pa, ko ste imeli zdaj dobro z virtualno, s japonsko ste se naravno tu državno spravili. Kaj je z kakimi šamani tam, ki si viri, so isto civilizacije. Spet da ne bomo širili preveč. Glede, mogoče bi tako rekel, sam se upravičujem, da hitro repliko samo. O senci v teh treh predavanjih jaz nisem govoril metaforično, recimo v smislu senca, krštva, kitazga. Skozi sem govoril zelo konkretno o sencah, ne? Čeprav o sencah idej v prvem predavanju, ne? Ampak sence so bile tukaj mišljene zelo dobesedno. Ne? Se pravi, mi lahko govorimo o recimo pač senci tudi v nekem metaforičnem ali pa samo metafori, samo prenesenem pomenu. To ni bil moj namen. Ne? Jaz sem na začetku v prvem predavanju opredelil senco kot pač repliko, ne, ali ponovitev neke močnejše realnosti, kot neka forma, ki se ponovi, ne, ki pač je ponovitev neke forme, ki biva močneje. Ne. Recimo zdaj, tukaj v tem odnosu sem potem, to je, ja, se strinjam, da je to široko razumljena senca, ne, filozofsko, metafizično, ontološko, če hočete, ne, ampak v bistvu je mišljeno konkretno, ni mišljeno tako v nekem poljubnem smislu. Ne, pač, tako da, ja, o sencah grštva, to, kar sem pač tiste drobce, ki sem jih govoril, sem takrat v prvem predavanju o Egipčanih pa Grkih. Ja, hvala. Ja.